Tisto, kar bi mogoče pri odlokih posebej poudarili, gre za odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Za zaščito nosno-ustnega predela je obvezna maska. Se pravi, ne zadostuje šal ali karkoli drugega, obvezna je maska tam, kjer je pač ta zaščita obvezna. Maske so preverjene glede na zahteve, česa ne smejo sproščati oziroma propuščati. In to je ključni razlog, da maske pomenijo drugačno zaščito kot neki drug šal, ruta, karkoli. Ni enostavno reči, ta šal je možen, ta šal pa ne. Maske pa tiste, ki so v prodaji, ki imajo to potrdilo, so primerne. Poudariti je potrebno, da seveda niso samo maske tiste, ki pomenijo preprečevanje virusa, pomeni tudi razdalja tam, kjer jo je možno zagotavljati. Prej sem pozabila povedati, pralne maske so seveda popolnoma primerne in kirurške maske pa prav tako. In pralne maske so sploh primerne, ker lahko jih imamo dalj časa, preden se razmočijo, medtem ko kirurške maske se razmočijo zelo hitro in takrat niso več primerne za uporabo. Praviloma bi jih morali menjati na 2 uri. Tisto, kar je pomembno, je, da tudi maske iz blaga, ki se šivajo, pomenijo zaščito pred prehajanjem kapljic, ki nosijo te delce virusa, in ravno zaradi tega naj bi te maske bile in maska tudi oprime se obraza, medtem ko šal temu ne zadošča, no. To je ključno.